Jaz mislim, da je 17:00, tako da tole zadnji srečanje, danes je prvi poletni dan, če se namotam, ali vse je, ne? Je pa zanimivo, jaz sem zadnjič gledal enega fizika, v resnici, fizikalno, je pa to najkrajši dan v letu. Se pravi, tisto 24,nič, ne vem, koliko še pride ničel ur, ne, je najkrajši. In 21. decembra je v resnici dan kot enot, je pa najdaljši, ne, za ne vem koliko milijardink sekund, ampak tako, sam, tak, brez veze. Jaz sem danes nameraval ilustrirati s 5 filmi eno zelo preprosto idejo. Zanje sem se odločil za to, oziroma da to naredim, kar bom danes naredil, sem se odločil iz zelo propedeutičnih razlogov, ker bi rad potem nadaljeval tudi drugo leto, šolsko leto, z razmišljanjem. Zato bom najprej povedal eno sorazmerno preprosto idejo, potem bom pa naredil uvod v to idejo s filmi. Pravi, pogledali si bomo začetno, osnovno ponazoritev te ideje skozi 5 filmov. Da danes bomo glavno filme gledali. Osnovna ideja je, da je film narejen iz konceptov. Da je narejen seveda iz podob, iz zvoka in kadrov in vsega, to je nesporno res. Na neki drugi ravni lahko rečemo, da je narejen iz konceptov. Seveda ni vsak film narejen iz konceptov. Ko rečem film, mislim zlasti na dobre filme. Na tiste filme, za katere upravičeno trdimo, da so dobri. In v nadaljevanju bom to najprej pokazal, oziroma potem bom spregovoril o 2 filmih, tega sicer ne bomo pogledali, potem pa še o 5 drugih, to se pa bomo pogledali. Torej, kaj pomeni, da je film narejen iz konceptov? To najprej pomeni, da lahko v filmu najdemo koncepte. Lahko jih odkrijemo, lahko jih prepoznamo. Da bi jih prepoznali, moramo najprej vedeti, kaj koncept sploh je. Če ne vemo, kaj je, ga moramo najti, moramo ga odkriti. Kar po drugi strani pomeni, da je film, dober film, narejen tako, da tudi če ga gledamo še tako natančno, če ne vemo, kaj so koncepti v filmu, se bomo nikoli odkrili. To seveda z drugimi besedami pomeni, da filma ne moramo samo gledati, ampak da ga moramo misliti. Moramo oboje početi. In da se lahko naučimo misliti film. Da bi se naučili misliti film, potrebujemo koncepte, iz katerih je film narejen. To pravi, potrebujemo koncepte in vednost. Kako film nastane, da lahko za njega rečemo, da je narejen iz konceptov. To sploh ni enostavno narediti, zato so dobri filmi redki. Ker film zmontirati zna danes tako rekoč vsakega. Zmontirati kadre zna vsak človek. Ali pa se nauči v 20 minutah. Zmontirati film tako, da bomo lahko rekli, da je narejen iz konceptov, je pa težko. To se pa redko kdaj zgodi. Eden izjemnih primerov, skorajšnjih primerov tega, o čemer zdaj govorim, je film, ki ga je naredil Christopher Nolan, torej Interstellar. To je film, o katerem sem že enkrat naznanil, da bova z Mitjem napisali in še vedno verjamem, da bova. Medzvezdje. Film je nastal leta 2014. Če ste gledali ta film, potem sorazmerno zlahka ugotovite, tudi če ne poznate nobenih konceptov, iz katerih so filmi, da se film loteva in to na radikalen način, brez posebnih zadržkov, brez posebnih dvomov, skepse in cincanja,
ideje, da je z zemljo oziroma z človeštvom na zemlji preprosto konec. Film se s tem začne. Še preden se dobro namestimo in še preden je spregovorjena prva beseda, vemo, da je tako. Torej, film je narejen tako, da v njem prepoznamo idejo, ki je drugačno življenje je možno, ali pa drugačen način življenja, nekje drugje je možen. In že na začetku vemo, da se bo film s tem ukvarjal. Kako je možno življenje nekje drugje, ker na zemlji ni več možno. In film se ne sprašuje, to je radikalna ideja, ali se človeštvo še lahko reši, ali lahko še kaj naredi, da bo preživelo, ne vem, katastrofe, klimatske spremembe in tako naprej. Film se s tem sploh ne ukvarja. Za njega je zgodba že konec. In je možna nova zgodba. Ta zgodba na noben način ni nadaljevanje, nova zgodba, ni nadaljevanje stare zgodbe. Ampak pomeni radikalno prekinitev. Se pravi, pomeni odpre možnost, da začnejo ljudje razmišljati o preživetju, o svojih medsebojnih odnosih, o tem, kar bi lahko imeli med seboj na popolnoma nov način. Osupljivo je, da v teh 2 letih tako rekoč nisem zasledil, da bi kdo o filmu Medzvezdje razmišljal na tak način. Čeprav je to popolnoma očitno. Ker se začne na ta način. Z prvimi podobami, ki pač propadajočo, ne pravzaprav propadajočo zemljo, vidimo propadajočo človeštvo, ker ni več hrane, naprimer, oziroma jo je ekstremno težko pridobivati. In čez nekaj minut že sledimo zelo resnemu razmišljanju, da bi poslali Cooperja, da bi ga poslali torej kam? Bolj očitno rečeno sploh ne more biti. Nekam drugam. Nekam res drugam, ampak zelo, 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 zelo daleč drugam, zato je seveda tudi treba narediti popolne obrate, a ne, v načinih razmišljanja o medzvezdnih potovanjih, ne, ker je pač ta kraj tako daleč, da na nek klasičen, če lahko rečemo, tradicionalni način ne bi nikoli prišli tja, je preprosto predaleč. Ne. Zato je treba napisati, in tudi je nastala, takole debela knjiga, o sami fiziki tega potovanja, o katerem potem film spregovori. Torej, neposredno je res, da nam film ponudi v razmislek idejo o novih, drugačnih načinih življenja ljudi, seveda ne tukaj, ampak nekje drugje. To je simbolična izjava. Lahko je to nekje v drugem koncu vesolja, lahko je za mene tudi v kakšnem drugem vesolju, no vse zadnje bi bilo možno tudi na zemlji. Možno. Ko govorimo o komunizmu, govorimo tudi o tem. Komunizem je možen tudi na zemlji, ker smo simbolna bitja, ni ravno treba, da odpotujemo na nek drug fizični kraj. Na tem fizičnem prostoru, ki se ima Zemlja, planet Zemlja, razmišljamo, kako bi živeli skupaj na drugačen način. Drugi film, ki spregovori na drugačen način o istem, je Matrica. Matrica je film, ki se začne spet, ne, tudi zelo očitno, z radikalnim vprašanjem, ki je filozofsko vprašanje. Kaj je realnost? Ko se Morfej in Neo prvič srečata, je Morfeju že jasno, kaj žene Nea, da je sploh prišel do njega. Žene ga vprašanje, kaj je Matrica?
kar je različica vprašanja, kaj je realnost. To je eminentno filozofski film. Oba sta, in Matrica in Medzvezdje, sta filozofska filma. In se tega tudi zavedata. Zato najdemo v obeh filmih veliko konceptov, iz katerih sta filma narejena. In ko gledamo, recimo, enega, oba, se ne bi smeli izogniti razmišljanju o vprašanjih, ki jih oba filma artikulirata. Torej, kaj je realnost, kako vemo, kaj je realnost, eminentno kantovsko spraševanje, kako lahko kaj vemo o svetu. Ali pa, kako je mogoče misliti radikalno prekinitev z obstoječim in misliti življenje na nek popolnoma nov način. Tisto, kar je morda najbolj osupljivo, ali pa ena najbolj osupljivih zmožnosti človeških biti je zmožnost, da pride do take ideje. Da življenje ni nujno zgolj kopičenje istega. Da življenje ni nujno zgolj ponavljanje nečesa. Da je lahko nekaj radikalno drugačnega. To je začetna ideja. Začetna ideja, ki so jo očitno mnogi ljudje bojili. Preprosto se ne upajo na tak način razmišljati. Pričemer je psihološka usporednica, ki velja za čisto vsakega človeka, tale. Isto spraševanje velja tudi v vsakdanjem življenju, za vsakega človeka. Ali lahko živim tudi na bistveno drugačen način, kot že živim zadnjih ne vem koliko let. In že na začetku je odgovor na to vprašanje. Načelni odgovor je, ja, lahko. Drugo je potem nadaljevanje, kako se človek tega loti, kako dolgo časa vztraja v takem razmišljanju, ali pa kaj v vaši fazi naredi. Ker vse od tega lahko naredi. Lahko razmišlja, lahko vztraja in lahko pač nekaj na novo drugače počne. In zame je osupljivo, kako uspevajo, naprimer, ideološke prakse vplivati na velikanske množice ljudi, da živijo natanko tako, kot hoče, naprimer, kapital. To je osupljivo. Zame ni osupljivo, da se nekateri ljudje upirajo temu. Zame je osupljivo, da se toliko ljudi ne. Da preprosto pristajajo. In da so hkrati prepričani, kako zelo svobodni so, v resnici so pa ekstremno uniformirani. Večina ljudi se v resnici ne upa povedati 3 stavkov po svoje. Nenehno preverjajo, ali so stavki sprejemljivi, ali bo kdo znoril, ko jih bo izrekel, ali se bodo že strinjali s tem, kar bo izrekel, ali ne, ali ga bodo zavrnili, ali ga ne bodo več dovolj ljubili, ali ga ne bodo več marali, ali ga bodo sovražili, ali kaj takega. To so strašna orožja, ki jih imajo v rokah ideološke prakse. Nikogar ni treba fizično prisiliti k ničemur danes. Pa vendarle so ljudje ubogljivi, kot morda niso še nikoli v zgodovini človeštva. No, toliko za uvod. Govorimo torej o konceptih v filmih in na najbolj začetni, elementarni ravni, s katero bomo zdaj nadaljevali, lahko rečemo tole. Veste že, da smo nekajkrat se zadržali ob nekaterih klišejih, ki jih ljudje vedno znova uporabljajo, in to so, naprimer, ena najbolj v nebo vpijočih je, da stalno primerjajo film in knjigo. Če je slučajno film narejen po knjigi. To je neverjetno. Koliko razprav lahko slišite, ko se ljudje pogovarjajo med seboj in ugotavljajo, kako so se počutili, ko so knjigo brali, kako so se počutili, ko so film gledali, kaj je boljše, kaj je slabše, kaj je bla, 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 bla. Zdaj, jaz sem mu ravno zaradi tega, oziroma tudi zaradi tega, pokazal 5 kratkih, ali gre za
posamezen kader ali pa za sekvenco. Torej 5 zelo preprostih, osnovnih elementov, iz katerih so narejeni filmi. Ali gre za kader, ki lahko traja par sekund, ali gre za montažo, naprimer 2 kadrov, ki tudi lahko traja samo nekaj sekund, ali pa za sekvenco, ki je iz več kadrov in lahko traja, recimo, par minut, lahko seveda traja tudi dlje. Mi si bomo pogledali 5 ekstremno kratkih kadrov oziroma sekvenc oziroma primerov montaže. Da bi izostrili pogled na film. To, kar bom pokazal, je tako kratko, da verjamem, da številni gledalci po ogledu filma, če bi jih vprašal, ali se spomniš tistega kadra, ki je trajal par sekund, ali pa tiste kratke montaže 2 kadrov, ki je ravno tako trajala par sekund, rečejo, ja, ne, se ne spomnim. Zagotovo bi našli veliko gledalcev, ki bi takoj po filmu, par minut po filmu rekli, ja, se ne spomnim, ali pa bi morda celo priklicali, ker vendarle možgani deluje, kratkoročni spomin tako zelo hitro, pa spet ne razpade, da bi rekli, ja, pravzaprav se spomnim in pa kaj hočeš s tem reči? No, zdaj se bomo vzeli veliko časa, ker ga imamo, in bomo o teh sicer kratkih zadevah povedali zelo veliko. Zakaj? Zato, ker se da. Ker so dobri filmi tako narejeni. Zdaj, usoda dobrih filmov tudi je, da si ljudje praviloma ne vzamejo časa, da gredo gledati še enkrat in da uporabijo sodobne tehnologije, ki nam omogočajo, da ustavimo kader in ga imamo zamrznen gatko, ga bomo imeli pol ure, pa se cel dan in da ga gledamo, pa da ga še enkrat gledamo in še enkrat in neskončno. Pač usoda dobrih filmov je, da si praviloma ljudje tega ne privoščijo. Zato so tudi v glavnem filmsko nepismeni, ker je film pač tako narejen, da vse skupaj teče zelo hitro in seveda v 1 uri in pol se izmenja lahko 1000 kadrov, od katerih se naši možgani zapomnijo 5. In če ne znamo gledati filma, kmalu že teh 5 pozabimo in se potem ustavimo pri tistem, kar večina ljudi tudi zna povedati o filmu, in to je, da je film zgodba. In da znajo povedati 3 ali 4 stavke o tej zgodbi. Kaj je kdo naredil, glavni junak, na primer, ali pa kaj ni naredil, ali pa kaj mi je bilo všeč. In vsega je potem hitro konec. No, mi bomo zdaj ubrali ravno nasprotno pot. Gledali si bomo najprej en izvrsten, res izvrsten delček iz filma Boter, ko Al Pacino vstopa v svet, še zelen, še mladič, vstopa v svet mafije in pogledali si bomo eno podobo, in en način igre, ki je fenomenalen. In vse skupaj bo trajalo par sekund. In je prišlo v zgodovino filma. In ne po naključju. Mi bomo povedali seveda, zakaj. Najprej bomo spustili, potem bomo pa pogledali tisto, kar hočem poudariti. Pride v restauracijo.
Tu me capisci, no? Pazite zdaj, to je, mislim, meni gre kot cine gora. Ni pomembno, kaj boste slišali. Sploh ni pomembno. Ni pomembno, kaj govorijo. Pomembno je, kaj boste videli. In če ste vi režiser in če ste snemalec v tem trenutku, boste zaradi tega poskrbeli za kaj? Za close-up. Poskrbeli boste za bližnji posnetek. Zato se zdaj kamera počasi približuje igralcu. In seveda režiser mu je že povedal, kaj mora narediti. In to, kar bo zdaj naredil, je prišlo v zgodovino filma. Kot izvrsten primer tega, kar smo rekli danes na začetku, da je dober film narejen iz konceptov. Ok, zdaj pa lepo počasi. Zelo, ajte zdaj to. Si italiano, come tu parli? Tu parli, stamattina. Quando io sta lei, il cambio ti fa un dim e mettiamo tutto a posto. Zdaj še vlak pride, ne? To ni naključje, da zdaj pride vlak, hrup. Ker ne rabimo slišati, kaj on govori. Ga sploh ne rabimo slišati. Zato bo zdaj vlak pripeljal. Zato je režiser rekel, zdaj mora vlak pripeljati, da bomo naredili te zvoke, glasove popolnoma nepomembne. Ker nas zanima samo nekaj. In to je close-up. Si risalire, si deve finire. Vse skupaj je trajalo par sekund. Kaj? Kaj ste videli? Njegova odločitev. Strah. Še enkrat. Io credo che come tu parli, tu parli, stamattina. Quando io sta lei, il cambio ti fa un dim Zakaj se kamera e mettiamo tutto a posto. Oči. Oči! Si risalire, si deve finire. Zato ne rabimo slišati nič, ker nam režiser sporoča, glejte, ne poslušajte, ne rabimo kaj blebeta. Zato ga preglasi vlak. In close-up je kaj? Sporočilo, glejte, to, kar vam hočem pokazati zdajle, oči. Zato mora tudi igralec izraziti z očmi, da ni spregovoril besede, to, kar mu je pač režiser naročil. Oči gledamo, se pravi, ko nasprotnik oziroma tak, ki sedi nasproti, nekaj govori. Saj on bi lahko samo sedel pa poslušal. Pa ni. In to loči dober film od slabega. On bi lahko poslušal, mi bi imeli pač srednji plan, gledali bi, nenadoma potegne pištolo na dva ustreli. In ljudje bi si to zapomnili, a veš, kar potegne pištolo, pa kar obaje ustreli, wow, ni to mega in tako naprej. Brez veze. Dober film naredi nekaj drugega. Close-up, preslišimo unga, glejte v oči, kaj se zdaj v njem dogaja. Mi ne vemo, kaj se v njem dogaja. Ampak očitno je, ker razumemo to igro oči. Mi vemo, zakaj on dela to z očmi. Ker se odloča, ker razmišlja, a ne to naredim, a ne to, uno, tretjo. Samo oči premika, nič drugega. To je mojstrstvo. Evo, to je bil prvi primer. Ki v nekaj sekundah združuje več elementov, kot smo rekli. Glede zvoka, glede besed, ki jih pač izgovarja nekdo, in glede načina, kako se kamera
posveti igralcu. In seveda glede načina, kako mora protagonist, igralec, odigrati prizor. V resnici v tem času, ko smo gledali tale posnetek, ni bila izgovorjena niti ena beseda. In je film tudi poudaril, tudi to, kar on govori v italijanščini, le pozabite, itak ni pomembno. Ker dejansko za film ni toliko pomembno, kaj kdo reče, ampak so pomembne podobe, je pomembna kamera, je pomembna montaža in je pomemben pomen, ki pri tem nastane. In dober film je tisti, v katerem ni nobena stvar prepuščena naključju, pa če traja samo 2 sekundi. Ali pa če traja pol sekunde. Ker tisti, ki so naredili ta film, vedo, ker poznajo filmske koncepte, kaj mora biti v kakšnem kadru. In kdaj je kader na vrsti, ne prej in ne pozneje. In zaradi tega imamo gledalci že težko nalogo, mi bomo vse to vedeli. Drugače gledamo in ne vemo, kaj smo videli. Ok, drugi primer. Drugi primer je iz filma, ki ga je naredil Quentin Tarantino, in to ne bomo nič, to bomo preskočili. Quentin Tarantino in Glorious Bastards, če poznate. Neslavne barabe. Okay? Pa je to dobro, da imamo to vse tole tehnologije. To je prav užit. Vse to nam to omogoča. In gremo tle na 1.25. Evo, ta, ki vam ga bo zdaj pokazal, je pa še krajši. Ta prizor je pa dolg pravzaprav par desetink sekunde. Najprej si ga bomo tukaj. Das war ein Scherz. Ein Scherz. Nein, natürlich stimmt. Natürlich stimmt. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein adieu sagen. Erik hat eine Flasche 33 Jahre alt. Če poznate film, veste, da se zdaj dogaja par deset, moramo o tem povedati. Ves čas, ko smo v tej restauraciji, se dogaja, se pravzaprav stopnjuje se napetost. Tale nemški oficir namreč sumi, da ti sogovorci za omizjem niso čisto vsi prijatelji. On ves čas dvomi, da je, ampak ne ve, kako bi na ne preveč učiten način izsledil tistega, ki je v bistvu Američan, ki ni Nemec. Ampak ta, ki ni, govori brezhibno nemščino. Oziroma govori nemščino z enim zelo posebnim naglasom, ampak in on ga opazi, to se sliši. Samo ta, ki govori s tem naglasom, se z lahkoto izvleče in je prepričljiv in reče, da je pač doma iz ene zabačene vasi, ne vem kje, ne more vedeti. In da pač tam, ker je toliko zaprt tisti kraj, pač vsi govorijo s tem naglasom, kot bi pri nas rekel, da nekdo v neki vasi tam nadol pač govori z enim posebnim naglasom, pa nekem majhnem območju. In človek to kupi, reče, ja, pač to je značilno. Ok, potem pa sledi tole. No, da je on naročil viski, ampak on pravzaprav ne ve, kako naj naredi, kaj naj še naredi, da bo izsledil intruderja, tega, ki je izsledilc. In čist spontano iz svojega entuzijazma, in skoraj intimnega razloga, reče, dajmo mi zdaj en ta prav viski si privoščiti, ne tole, ker pač pijemo to poceni zadevo, pazite zdaj, no. Ok. Ein Whisky aus dem schottischen Hochland.
Was sagen Sie, mein Herrschaft? Das ist sehr freundlich, Sturmanführer. To je ta, ki govori, on je Američan, ne? To vemo, mi to že vemo. Ne? On ne ve. Ne? Zdaj, kako to naredi dober film? Da bo tudi on zvedel, da se bo nekaj zgodilo. Kako to naredi dober film? No, evo. Der 33er und frische Gläser. Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesöfter versorgen. Torej, koliko kozarcev, ne, reče kelner. In najprej rečejo 5, ker jih je pač 5 za mizo. Ne? Zdi se, da bodo vsi pili. Torej, 5 kozarcev. Potem eden reče ne zame, ok, 4. Ne? Evo, potem pa sledi tole. Ampak to je tako kratko, da težko opazimo. Evo, pazite zdaj. Max Koschmann. Glejte zdaj. Ich habe mich da beim Shampoos. 3 Gläser. Pazite. On v brezhibni nemščini reče 3 kozarce, zaprav mene tudi ne štejte zraven. In kaj zdaj sledi? Pazite zdaj. Počas. Zdaj imamo kader. Res, še enkrat, nasprotni kader, zdaj bi moral iti nazaj, ne? Ampak saj ste videli, da še zmeraj drži roke in on vidi. Zdaj mi kamera pokaže nasprotnika skozi njega, skozi pač tega Američana, pogledamo v Nemca, ki gleda Američanovo roko in mi jo vidimo. V središču pozornosti je, dajmo za en prvič nazaj, tole, je pač roka. Ihren Gesöfter versorgen. Wie viele Gläser? Bomo šli še enkrat. Für mich nicht. Ich mag Koschmann nicht. Ich habe mich da beim Shampoos. 3. Čist v sredini kadra je. In mora biti tam. In zdaj gremo z druge strani. Gläser. Tole smo hoteli, ne? Vidite. Tole traja, kaj? Par desetink sekunde. In vse je jasno. Zakaj? Seveda, ne? Ker če bi bil on Nemec, bi pokazal takole. In jasno, ker on pa je Nemec, ta pa ni. Vse ve, vse mu je jasno. Kako? Ja, sej, ampak zdaj mi moramo pred tem, ne, da vidimo, kako to film naredi, pol bo že jasno. Ampak zdaj gledamo seveda spremembo v načinu, že njegov pogled. Ne. Zdaj, to vidimo samo, če ustavimo takole film. To gre prehiter, da bi v kinu. Zdaj, to smo že videli, seveda. Ampak mi gremo zdaj detaljno, ne, kako je to narejeno. Ker je dobro narejeno, ker je precizno narejeno. Zdaj on že vidi, pogledajte zdaj to. Tu, ne. Popolnoma spremeni pogled na njega. Ne. Njemu je zdaj vse jasno. Ne. On ve, da ima pred seboj sovražnika in seveda zdaj se mora obnašati tako, da sovražnik tega ne bo vedel. Ne. A vidite, to je mojstrovina. Mi vemo, ampak Američan pa ne sme vedeti, da je oni spremenil način, pogledajte, kako dvomljivo, kako sumničavo ga gleda. Samo on, Američan, gleda dol, on zdaj še tega ne ve. Ne? Evo, gledajte, in zdaj mora slediti tišina. A vidite, vse je jasno. Zato temu kadru mora slediti tišina, da stopnjuje napetost. In mi kot gledalci vidimo, ups, wow, kaj zdaj to pomeni? Ne? Da on ve, on ve, ne? On ga zdaj pogleda, ali on tudi ve. Ali Nemc ve, da on ve, da Nemc ve. In kaj z tega sledi? Ne? To je prefinjena igra, prefinjena psihološka igra, zato mora tudi film biti prefinjen. Zato mora slediti tišina, dokler ne pride kelner in... A vidite, gledamo, prej smo gledali El Pacina, zdaj gledamo Nemca, se v njem dogaja, pogleda dol, on zdaj razmišlja, kaj zdaj, aha, zdaj je jasno, kaj je Američan, kaj zdaj to pomeni, a so tam še uni, a nas bodo vse pobili, kaj zdaj to, kaj to, suspens, čisti suspens. Gledajte, in se vzadre, on se zdaj, veste, tisto razočaran, pogledajte to igro, pogledajte ta izraz na obrazu, on je razočaran po eni strani, mogoče bi celo rad, da bi bil res Nemec, on je zdaj razočaran, hkrati je prizadet,
ker ga je na finto dobil. Ampak hkrati je pa seveda tudi zadovoljen, ker je on njega zdaj razkrinkal, pa Američan morda tega sploh ne ve, ker je pač spontano pokazal, to je gesta, refleksa, ki jo ni imel pod nadzorom, ne, 3 prste. Glejte tišino. Glejte, tudi on gleda njega. Ne? Ali on ve, da on ve. Ne? In če ve, da ve, kaj zdaj to pomeni? Zdaj treba nekaj narediti. Zdaj igre konc, suspens, karte so na mizi, prejšnja igra je prekinjena, zdaj sledi nekaj novega. In zdaj vsakdo seveda tehta, kaj narediti? Kaj bo to nekaj novega? Se začnemo streljati ali ne? Ne? Tako kot pri pokru, ne? Kaj nekdo misli, da drugi misli, da prvi misli, skratka, to se nore, pogledajte to. In mora biti tišina. Dajte, še tišina. Še. Dajte, koliko dolgo? A vidite, koliko dolg časa traja tišina? In mora trajati. Tukaj noter nekaj date, je že slab film. Ste ga že pokvarali. To je koncept v filmu. Vse to, od začetka, ko pokaže 3 prste, do zdaj, vsa ta tišina, vsa ta izmenjava pogledov, kamera pokaže enega, pokaže drugega, vse to mora biti precizno takole in nič drugače. Da dobimo vpogled, da začutimo, kaj se zdajle dogaja. Ena sama stvar ne bi bila narejena tako, kot smo jo videli, in tega občutka ne bi bilo. Ne bi bilo suspenza, ne bi bil dovolj dober, ne bi bil dovolj močan. Bi ga ja, v redu, aha, ok, no ta vedo, un ve, v redu, ta bla, 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 bla. To bi bilo tako shallow, ne, površinsko, plitvo, v redu. Ne. Mi pa hočemo nekaj več, in ker film to zmore. Film je umetnost. Film to zmore, zna narediti in tudi naredi. Dober film naredi, pa ne. Ok, no, ta je bil torej še krajši od prejšnjega. Zdaj gremo, to se, ali jeste, to je precizno. Zdaj gremo pa pogledati Stanley Kubrick. Zdaj gremo pa Odisejo 2001, tudi na 1.25. Again, in error predict. Oh, of course I know. Oh, it appears in Tukaj imamo okay. spet sorazmerno podobno idejo, film največ poznate, in zdaj se bomo pogledali še tretji primer, tako rekoč istega. Še na tretji način isto. Namreč nekaj se bo dogajalo, pojavi se dvom, pojavi se skepsa, pojavi se vprašanje, kako izvedeti, kaj nekdo misli, kaj se dogaja v nekom, seveda na filmski način. Če bi bilo to opisano v knjigi, bi seveda spretni pisatelj bi to opisal, ne vem, na 2 straneh, na en koliko straneh, kaj vse se dogaja. To, kar smo mi videli tukaj v desetinki sekunde. Ali pa v 3 sekundah, o čemer smo malo prej govorili. A pa to, kar bomo zdaj videli, bo trajalo seveda malo več sekund, ampak gre za isti princip. Za filmsko govorico, ki jo ne moramo primerjati s knjigo. Ker knjiga ne uporablja kadrov, pa ne uporablja montaže, pa ne uporablja kamere, pa ne uporablja podob, ker uporablja besede. To je neprimerljivo, to je čisto druga semiotika. In nekaj v knjigi traja, ne vem, zaradi mene, 10 strani, ki jih preberete v, 15 minutah, lahko v filmu traja 10 sekunde. Seveda lahko kakorkoli drugače. To je neprimerljivo med seboj. Samo o tem zdaj le govorimo. No in se pogledamo dialog, ki ga je Kubrick briljantno, to je tudi eden od tistih načinov, ne, kako je briljantno razrešil vprašanje, ki se pojavi v filmu. Bomo komentirali. Ne.
Open the door, man. That's weird. That's weird. Tako, tako mačkam bomo se vzeli. Stop on rotation, please, Al. To je računalnik, ne vem, to je srednji računalnik ali je srednji računalnik v tej ladji. Poglejte to. Fenomenalno. Vidite že, kako je postavljena spet, ne? Kako je kamera postavljena. V ospredju vidimo oba protagonista, ki se pogovarjate, ki se boste med seboj pogovarjati. Na oni strani je računalnik, srednji računalnik. In onda se zdaj pogovarjata in mi vidimo oba, slišimo seveda in vidimo tudi na drugi strani računalnik, ker moramo to videti. So, rotate the plot, please, Al. Here, the Deacon Jones. Ok, to je zdaj pomembno, to je zdaj uvod, rekel, v to, kar vam hočem pokazati. Ne? Ker se ne odziva, računalnik se ne odziva, ne? Ker mu je dal 2 ukaza, računalnik se ne odziva, nič ne naredi, zato on logično sklepa, da ne sliši, kaj pač se pogovarjate oziroma kaj mu naroča. Kar je preizkus. Ravno dva že veste, zakaj sta to rekla. Hotela sta se prepričati, da računalnik ne sliši njiju in ker ne želita, da bi slišal to, o čemer se boste zdaj v nadaljevanju pogovarjala. Ok? Rotate the pod, please, Al. Še enkrat preverimo, če je to res. Yeah, sure. Ja, sure. Ne? Sva varna, ne sliši naju. Ok. Okay. Zdaj se lahko pogovorita, kar se mislita. What do you think? I'm not sure. What do you think? I've got a bad feeling about it. You do? Yeah, definitely. Don't you? I don't know. I think so. You know, of course, though, he's right about the 9000 series having a... To je očitno, da govorita o njem. Govorita o računalniku, ki je izjemno zmogljiv. In ona dva, mi vemo že, zakaj se pogovarjata to, kar se, zato ker sumita, da hoče nekaj po svoje narediti. Da ni več popolnoma pod nadzorom posadke. Operational record. They do. Unfortunately, that sounds like one of my famous last words. Yeah. Still, it was his idea to carry out the Perry Moon analysis, wasn't it? She certainly indicated his integrity and self-confidence. Smo slišali. Pripisujete mu v bistvu človeške lastnosti. Samozavest, notranja odločenost, moč in tako dalje, in tako dalje. Človeške lastnosti mu pripisujeta in... If he were wrong, they sure play prove it. It would be if he knew he was wrong. Look, Dave, I can't put my finger on it, but I sense something strange about him. Still, I can't think of a good reason not to put back the number 1 unit and carry on with the Perry Moon analysis. No, I agree about that. Well, let's get on with it. To je en kader. Ves čas gledamo en kader. In zdaj, če ste vi režiser, imate pred sabo zahtevno nalogo, ki jo morate rešiti. Če hočete seveda narediti dober film. In če ste Stanley Kubrick, potem ga hočete narediti. Ok? Kako to naredite? Ok. Well, Dave. Let's say we put the unit back and it doesn't fail. That would pretty well wrap it up as far as I was concerned with it. Well, we'd be in very serious trouble. We would, wouldn't we? What the hell could we do? Well, we wouldn't have too many alternatives. I don't think we'd have any alternatives. There isn't a single aspect of ship operations that's not under his control. If you weren't proven to be malfunctioning, I wouldn't see how we'd have any choice but disconnection. Slišali smo, vse je pod nadzorom, vse na ladji je pod nadzorom tega računalnika. Kar pravzaprav tudi mora biti, zaradi varnosti, je vse tako, kot mora biti, ker računalnik bolje karmari to ladjo kot pa človeška posadka. Vse je pod njegovim nadzorom. I'm afraid I agree with you. There'd be nothing else to do. They've been tricky. Yeah. Zdaj pa imamo res in zdaj pa pogledamo z druge strani. Se pravi, z te strani, kjer je računalnik. We'd have to cut his higher brain functions.
without disturbing the purely automatic and regulatory systems. V bistvu ona dva razmišljala, kako bi ga razorožili dobesedno, kako bi ga onemogočili, ker pač sumita, da bi želel nekaj po svoje narediti. And we have to work out the transfer procedures of continuing the mission under ground-based computer control. Yeah, well that's far safer than not in hell to continue running things. You know, another thing just occurred to me. Well, as far as I know, no 9,000 computers have been disconnected. And no 9,000 computers ever found up before. That's not what I mean. Well, I'm not so sure what I think about it. Evo zdaj, neposredni čez bližnji posnetek, glejte to zdaj. Kako režiser odgovori s filmom, s filmsko govorico, brez besed, v popolni tišini. To lahko naredi samo film. V knjigi morate to popisati. Cel kup besed morate uporabiti, da bi povedali, zgolj povedali, ne pa pokazali tudi, ker ne morate. Je to druga semiotika. To, kar bomo zdaj videli, dobesedno. Poglejte, kako računalnik gleda oba protagonista. Prebere ima z ustnic, torej vse razume, kar sta se pogovarjala. Samo da ona dva tega ne vesta. A vidite, kako v nekaj sekundah, z enim samim kadrom, na briljanten način, še nihče tega ni uporabil v filmu tako, da bi pokazal, na primer, računalnik, napravo, kako prebere z ustnic dveh tisto, kar je pač bilo izgovorjeno, ne da bi ona dva to vedela. Kako to opišete v knjigi? Saj se da, seveda. Ne morete tega na tak način narediti, kot to naredil film. To je tretji. Gremo še na... Pojmo najprej na tega. 127 ur. Poznate ta film? Ta film je narejen po resnični zgodbi, kar je še pravzaprav dodatno pomembno. To, kar boste zdaj videli, se je res zgodilo. Zdaj, če ima kdo občutljiv, kot se reče. Za tiste, ki ne poznate filma, to je tudi ta film je mojstrovina sam po sebi, ker se vse skupaj dogaja v popolnoma statičnem mestu, na enem samem mestu. Mladenič namreč pade skozi razpoko pač na dno in za njim prileti ena skala, ki se zagozdi, ampak tako, da njegovo torej roko, desno, pritisne ob steno in ga preprosto ujame. Ne more potegniti ven. In celoten film se dogaja na tem nemogočem oskem mestu, ki je popolnoma statičen, ker on se premakniti ne more. Kako naredite 1 uro pa pol dolg film o tem? To je že samo po sebi izziv. In potem se zgodi tole. In bomo zdaj najprej mi izklopili zvok. Najprej bomo izklopili zvok in si bomo pogledali brez zvoka. Ok? On se odloči, da se boste vse videli. Tam brez zvoka najprej.
A zdaj že slutite, kaj je? Ja. To se je res zgodilo, to je resnično to. Ok. On je prišel na edino možno idejo, kako se rešiti. 127 ur je 5 dni, če ima. To pravi, dovolj dolgo časa moram biti brez vode, da se bo kri tako zgostila, da v bistvu ne bo več tekla. Pa v bistvu počasi. Ker si potem lahko odrežem roko, ne da bi skrvavel. To je njegova ideja. Ok. Zdaj, to, kar smo videli, je zelo nazorno in zelo jasno in zelo očitno. Torej, človek si hoče odrezati roko, očitno pri tem trpi, ker ga boli, to najbrž ni treba posebej poudarjati. Ok. In če bi tole pogledali, videli, bi rekli, ok, vemo, zakaj gre, to je tale skala, roka je noter ostala, on se je odrezal in tako dalje. Prav. Ampak kaj loči dober film od povprečnega? Tole. Zdaj bomo pa pogledali še enkrat, samo bomo zvok vključili. Za to prvič potrebujete genialnega skladatelja, da vam tole glasbo piše. To ne morate kar en CD vzeti pa podložiti. In ko to poslušate, vidite, kako je to precizno narejeno. Polno. Drugič, ko to poslušate, se v vas vzbudi bistveno več občutkov kot prej. Pa isti prizor. Zato je prav ta prizor tudi dobro poslušati s takim ozvočenjem. Ker deluje na vas. Ker hoče delovati in ker mora. Zato je ta sekvenca že zdaj prišla v zgodovino filma. Kot prizor, kako se film lahko na res dober, vrhunski način loti ene sekvence. In kaj pri tem najbolj pride v
ospredje, kako film dodaja dimenzije, razsežnosti, kako povečuje lastno kompleksnost. Vi bi ta prizor lahko zgolj gledali in bi si zapomnili, da pač nek človek padel, se odločil, da se odreže roko, da je gotovo pri tem bolelo kot hudič in to je vse. Če pa dodate vse njegove izraze na obrazu in montažo in zvok, dobite pa več dimenzij istega, ki na vas vpliva drugače. Zakaj vpliva drugače? In to dobri filmi vejo. Zato, ker so vaši možgani tako narejeni. Ko govorimo o konceptih v filmu, govorimo tudi o tem, da so naši možgani, gledamo, spremljamo, ko poslušamo, ko zaznavamo, zmožni za razumevanje in za doživljanje mnogo več dimenzij realnosti, kot si vam mi sploh mislimo. Dokler nimamo izkušnje, tega sploh ne vemo. Ko dobimo izkušnjo, lahko razumemo, lahko mislimo to, kako se tudi v naših možganih povečuje kompleksnost razumevanja sveta, kako se dodajajo razsežnosti, ker so naši možgani tako narejeni, da lahko vključimo, če seveda to znamo, kompleksna in superkompleksna polja, kot jih imenujemo v neurologiji, v kognitivni znanosti. Ta superkompleksna polja, superkompleksni moduli v možgani, ki so zmožni v ekstremno kratkem času procesirati neverjetno zapletene in kompleksne ideje, ali pa sploh senzorični input, mnogo bolj kompleksne, kot si kdorkoli od nas predstavlja. In hvala Bogu, da imamo filme, naprimer, ki znajo stopnjevati, imajo ta privilegij, da stopnjujejo kompleksnost na tako dober način, da si, naprimer, te sekvence, ki sem jih pokazal, zlasti tole, se boste zagotovo zapomnili. To je nemogoče, da bi to pozabili. Ni treba nič posebej dodajati in opozarjati, ker je samo po sebi že tako dobro narejeno, da vzbudi v vas množico idej in množico občutkov, ki jih preprosto ne morete pozabiti. In seveda, film to tudi želi narediti. Film ne želi, da se ga pogledate in pozabite čez 2 dni. Pa veste nekaj o zgodbi, pa o kaj se. Ne, film želi, zato je potrebna filmska pismenost, da si take kadre, tako montažo, take sekvence zapomnite. In če bi zdaj, recimo, da bi bil zdaj v šoli. Če bi bil zdaj v šoli, v tej tradicionalni šoli, kateri smo v glavnem vsi navajeni. Če bi v tradicionalni šoli, bi si pogledali recimo tak film, potem bi nekaj malega o tem še pomodrovali, bi povedali, komu je bil kaj všeč, pa kaj ni bil še bla, 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 potem bi šli domov. Ker pa ni, hvala Bogu, ker pa nismo v šoli, čeprav je tudi tole neka vrsta šola, si bomo pa stvar zapomnili drugače. Te sekvence ne morete opisati. No way, ni načina. Tako, da bi nekdo, ki bi bral vaš zapis, doživel vse tisto, kar ste vi doživeli zdaj. Ker ne morete glasbe spraviti v knjigo. Preprosto je ne morete. Lahko jo opišete, ne boste jo pa slišali. Lahko date sicer notni zapis zraven, ampak to bo slišal samo tisti, ki ima absolutni posluh in ki to zna. Slehernik pa ne. Zdaj seveda s tem močem povedati, da ker močem sploh te primerjave delati, da so filmi boljši ali pa kaj takega kot knjige. Ker moja radikalna ideja, da sploh tega ne moramo primerjati. Če poskušamo,
Hočem povedati to, da ko se naučimo gledati dobre filme, in ne vem, zakaj bi človek izgubljal čas z gledanjem slabih ali pa poprečnih filmov, tega res ne razumem, zakaj bi to počel, čas je dragocen. Potem se začne z nami nekaj dogajati. In to je pa zdaj tista osrednja ideja, ki jo želim zagovarjati. Da, ko prepoznavamo, ko dojamemo koncepte v filmih, jih ne zgolj prepoznavamo, tako kot recimo v šoli, ko se učenci naučijo nekaj na pamet, pa pol pozabijo. Ko dojamemo koncepte v filmih, bodo ostali z nami in bodo vplivali na nas. Zato dobri filmi nujno vplivajo na vse tiste ljudi, ki jih znajo ustrezno gledati. Vplivajo na nje, to pomeni, da dobesedno spreminjajo ljudi. To je moč umetnosti. Ne, da jo gledamo in uživamo in se dobro počutimo, ampak da nas spreminja naše doživljanje, naprimer sebe, vpliva na naše vedenje, vpliva na naše izražanje, recimo emocij, naprimer. Zakaj? Zato, ker, če velja to, kar sem prej rekel, da recimo kompleksni kadri v naših možganih vzbujajo kompleksne odzive, naši možgani pa nadzorujejo vse, kar se dogaja v našem telesu. Ti odzivi možganov se prenašajo na vse, kar se dogaja v naših telesih. Prenaša se na molekularni ravni, recimo. Na celični ravni. Na celični ravni, naprimer, s tem se zdaj veliko ukvarjam, ker bom imel tudi v drugem šolskem letu eno množico predavanj o stresu. O stresu, o celičnem stresu. O tem, o čemer ljudje bistveno premalo vedo. In nažalost, številni zaradi tega plačajo visoko ceno, ker ne vedo, da so pod stresom. Ne vedo, kako škodljive učinke ima stres, recimo na njihovo telo, na njihovo življenje, končni fazi. Če bi lahko spremljali, pač v laboratorijih to tudi delajo, v kakšnih inštitutih to delajo, če bi spremljali, kaj se dogaja z vami, z gledalci, naprimer, ko gledajo take filme. Če bi merili učinki, to lahko naredimo na recimo molekularni ravni, celični ravni, na ravni recimo delovanja notranjih organov, naprimer, kako se vaše srce odziva, možgani kako se odziva, kako se posamezni moduli odzivajo na to, kar ste videli. Bi dobili izjemno dober pogled, zakaj, ali pa odgovor na vprašanje, zakaj je vredno gledati dobre filme še in še in še. Ker imajo množico koristnih, če lahko malo rečem, trivialno, raj bi rekel, blagodejnih učinkov. Tako kot vsaka vrhunska umetnost. Naprimer, ena taka izkušnja je bila zdaj par dni nazaj, ko je bila noč muzejev in galerij in smo šli zvečer pač po Ljubljani, v galerije, par smo jih obiskali. Ne vem, verjetno imate kakšno podobno izkušnjo. Kako dobro je za človeka že samo dejstvo, da je, recimo v eni galeriji, da samo tam je. Ne vem, če vi to čutite. Jaz to izjemno močno čutim. Moje telo se začne odzivati drugače, ko samo stojim sredi galerije, sredi ene dvorane in so okrog mene, naprimer, na stenah slike. Že samo dejstvo, da je človek tam in da so ti vrhunski izdelki umetnosti, kulture, samo zraven, samo nemo visijo na stenah, ima celo vrsto pozitivnih učinkov na človeka. Kaj šele, ko se postavite pred eno sliko in naprimer gledate. Tudi če ne znate o njej povedati ničesar, vpliva na vas.
In zanimivo je, oziroma pričakovano je, da vpliva pozitivno. Da vpliva pozitivno. Da vpliva pozitivno celo takrat, ko gledate prizore, kot je recimo tale, ki je dejansko brutalen. Človek se odreže roko za Boga. In bi človek pričakoval, da bo, ja, to je težko gledati, to je, ko mi gledamo, zapimo oči, ali pa jo, jaz tega sploh ne morem gledati in tako naprej. Ne, trdim, da je ravno nasprotno. Da že naši možgani se odzivajo celo na take brutalne prizore. Na take, seveda, zdaj mislim na tega. Drugo je, če gledamo enega terorista, ki tam na Floridi pobije 50, to je drugo. Govorimo specifično zdaj o takih prizorih. Govorimo pravzaprav o vrhunskih umetniških izdelkih, da ne bo nesporazuma, terorizem ni vrhunski umetniški izdelek, tisto je brutalnost, čista uničevalnost, tisto je nekaj drugega. Govorimo o vrhunskih izdelkih kulture, oziroma umetnosti, ki sami po sebi, predstavljate si, kar je sicer zelo težko, ampak ne bi bilo pa nemogoče, če mene vprašate, da bi deca preživela recimo 9 let vsak dan ne v šolah, ampak v galerijah. Da bi pouk potekal v galerijah. To bi bilo noro. To bi bilo noro. A pa v muzejih. Da bi bili prostori taki, kot pač so, ker so lepi sami po sebi. Lepi so. Nekdo skrbi za nje. Veste, kako se skrbi za prostore v galerijah. Temperatura mora biti ravno pravšnja, vlaga, da se slike ne poškodujejo in tako naprej in tako naprej. Zanimivo je, če v tem smislu pomislite, kako ljudje skrbimo za slike v enem prostoru, kar je fajn, in kako skrbimo recimo za ljudi v kakšnih prostorih. Včasih so razlike tako osupljive, da se človek vpraša, kako to možno. Če bi vsaj približno tako skrbeli še zase, ko skrbimo za slike v kakšnih galerijah. To zelo resno mislim. Ker okolje, mikrookolje, pustimo zdaj še, drugih ljudi še nismo sploh noter dali. Govorimo zgolj o praznem prostoru in enem človeku, ki stoji v galeriji. Deluje na celi črti pozitivno, na notranje organe za Bog, na delovanje srca, na delovanje možganov, takih raziskav je, kakor hočeš. Da ne govorimo potem, če povečujete kompleksnost, recimo upeljete notre glasbo, v tak prostor dodate glasbo, seveda potem še druge ljudi, ki se znajo kultivirano obnašati drug do drugega, naprimer, da ne postavimo noter še kakšnih predavateljev, ki znajo še kaj teoretskega povedati. Jaz si ne znam predstavljati pravzaprav bolj blagodejnih učinkov na človeka. Resnično ne. In če vprašate ali pa če spremljate recimo majhne otroke, otroci nimajo nobenih problemov s tem. Jih peljete v galerijo in kažete vrhunske slike, zapletene slike zaradi mene, kompleksne slike, ki jih je težko recimo misliti, pojasnjevati in tako dalje. Otroci nimajo nobenih problemov, ker sprejemajo brez interpretacij, ker so odprti do tega, kar slike naprimer ponujajo same po sebi, ali pa glasba. Se ni treba, da znate Bachove partiture brati za Boga, zadošče, da poslušate. Naprimer, kakšno tokato in fugu v kakšni cerkvi, naprimer. Ena mojih najbolj fascinantnih izkušenj z tega področja je, ko sem pred leti pokojnega Ramovša peljal v cerkev, eno cerkev, ki smo imeli koncerte in je izvajal ravno Bachovo tokato in fugu. S tem, da je bilo 45 minut njegove improvizacije Bachove tokate. Jaz sem mislil, da bom kar umrl od lepote na tistem mestu, v tisti cerkvi. Kako je on to znal odigrati? Se sezuje. Na najbolj fantastičnih glasbenih izkušenj, kar sem jih jaz imel, pa sem bil sigurno na milijon koncertih, kar pač živim. No, in zdaj, prosim. Ko ste govorili o umetnosti, zdaj vpliv, ko ste omenili, je dosti širok, pa dosti, lahko rekel, celovit na človeka. A je možno to tudi zlorabiti? V tem smislu, da ima neka stvar tako močen vpliv. Oziroma, a se lahko dobra umetnost tudi zlorablja, oziroma, ali je to sploh
še dobra umetnost. Ali pa še malo drugače, ali lahko ima nekaj, kar ni dobra umetnost, tudi tako celovit vpliv na človeka. Recimo, če gledamo, ne vem, reklame, včasih razmišljam, ta nivo. Če začnem na koncu, na žalost, obstajajo celo reklame, ki so dobre in me potem človeku žal, da so reklame, ker so dobri izdelki, filmski, na primer. Zdaj se še škoda, ker je to reklama. Reklame so po definiciji, ja, to je v bistvu poceni nagor, bodite potrošniki. Okay. Ampak nekateri so pa dejansko dobre, ne si rečeš, wow, ne. Okay. Se pravi, ali se da? Da. To je prvi odgovor. Da. Obstajajo vrhunski oglaševalski izdelki, ki trajajo par sekund, ki so jih naredili vrhunski umetniki, recimo, vrhunski režiserji, vrhunski izmenjalci, vrhunski igralci, potem pa na koncu piše, da nam zdaj jaz reklame delal za neko korporacijo, ker ti kar pol črnus dol pali se še pa govorili, se ne treba. Ja, se da. In ne samo, da se da, nažalost se to tudi počne. Jaz nisem čisto prepričan, da je možno z lahkoto vplivati na kakšne vrhunske ustvarjalce, da bi se sploh tega lotili. Jaz dvomim že iz etičnih razlogov, razen če res obupno potrebuje denar, ampak ok, ti si bolj še oprostimo. Da pa se to dogaja dnevno, pa vsi vemo. Sicer ne z vrhunsko dobro umetnostjo, pač pa z zlorabljanjem vrhunske umetnosti. Kolikokrat ste že vi slišali, jaz vedno znova slišam in se pa sprav sprašujem, ali imajo avtorske pravice, recimo da vzamajo en odlomek, kaj se mi od Mozarta, Beethovna, Chopina, potem zmontirajo neko blesavo reklamo, da ti gre kar lesi gor, in se vprašaš, a imajo oni avtorske pravice, odkot? Ker delajo pač po principu. In to je že recimo ena svoje vrste zloraba dobre umetnosti. Vzamete malo Mozarta, ker veste, da bodo ljudje poslušali, ker je pač to glasba, ki jo poslušaš, ker enostavno ne moreš ne poslušati, če za človeško bitje, zapakirajo kaj takega. Nisem pa spet prepričan, da bi lahko zlorabljali na tak način veliko ljudi dolgo časa. V to nisem prepričan, oziroma želim ohraniti malo upanja, da ljudje vendarle, da v bistvu ne moramo čisto do konca pokvariti. Da ohranijo vsaj notranje reflekse. Kako to vemo? Vemo, ko recimo se ljudje znajdejo v enih normalnih prostorih, v hipu se začnejo drugače obnašati. Naprimer, če bi kdo delal, če kdo od vas dela z kakšnimi pacienti, recimo, pa z otroki, ki so nemirni, recimo, pa agresivni ali pa kaj podobnega. Pa jaz jih umirim v 2 minutah. Samo dajte mi prostor, da ga bom opremil tako, kot je treba, dajte mi tako ozvočenje, teleprojekcije in tako naprej, ga ni otroka, ki ga ne umirim v 2 minutah. Ali pa pacienta, ali pa psihotičnega človeka, ali pa koga hočete pravzaprav. Razen nekateri so res tako okvarjeni, da se jih pa ne da. Ampak umiriti, recimo, tak droben primer se mi je zgodil zdaj par dni nazaj, pa ni bil to nekaj prav posebnega. Ena mama je želela, da pogleda njenega sina, ki je avtist. In bilo tako simpatično, ko mi z mamo se pogovarjala, otrok se sprehaja po prostoru in je nemiren in tako naprej. In en trenutku pride k meni in me pocuka za tole, češ, kaj imaš pa to? V hipu, jaz sem pa začel razlagati, kaj to je, pa otrok je bil tako, čist, skoliran, umirjen, pri miru in tako dalje. So drobne zadeve, na katere pravzaprav računamo. Upamo, da se ljudje pač po sili razmer prilagajajo, prenašajo vsa ta jajca, ampak nekje deep down pa vendarle mislim, da so še zmeraj uporni. Pa da še eno vprašanje se poslujem. Recimo, po kakih kriterijih mi zdaj zbiramo, recimo na spletu imate na tone filmov, danes je internet, vse te zadeve, se postaviš recimo na party, spogledaš, jih imaš tam cel kup vsak dan, jih preleti do 30, kako zdaj izbrati, kaj je dober film, da ne zgubljaš časa z nekimi brezveznimi filmi. To je dobro vprašanje in to je res in tudi aktualno. Zdaj, moj prvi odgovor bi bil tale. Recimo, jaz osebno mislim, da je prav, da se najprej pozanimamo
glede prejšnjih referenc, se pravi, pogledamo, kdo je režiser, pa kaj je že prej naredil. Ali pa igralce, če poznamo ali pa ne. Jaz, torej, mislim, da je kar fajn najprej pogledati reference. Samo primer za to. Zadnjič sem gledal en film, sem opazil Black, pa še nekaj. Ampak v hipu, ko sem videl, da igra Anthony Hopkins, pa film je imel neko Ž oceno, pa se tudi je Ž. No, vse to sem mislil, prostite. Ponovadi pogledaš IMDb. Ok, oceno pa te lahko... A je povezava med tisto oceno pa med dobrim filmom? Je korelacija? Tista ocena tam, kaj je zapisana, 7.2, ampak je takega... Ta je popularna, ker tam pač vsakdo lahko... Ne, na to jaz nadam 5 kovačev. Ok, če že, grem pa pogledati reviews od, ne vem, pač uveljavljenih kritikov in tako dalje. To, ali pa, zdaj, če imate kakšne specifične, recimo, jaz sem pripravljen gledati vsak film, v katerem igra Anthony Hopkins. To mi sploh ni težko... Zakaj? Kaj tam njega gledam, če je film za nič? Ker je toliko dober, da če samo je, nekje stoji na malo drugačen način kot drugi. No, to pravi reference, jaz bi to. Reviews, to ja, dejansko imate na IMDb-ju, pogledajte, jih je nepar, drugače pa mislim, da ni nič slabega, da je človek tudi malo self-made. Se pravi, da samega sebe oblikuje, da oblikujete čisto svoje kriterije. Recimo, mene stalno ljudje kritizirajo, ker kažem kakšne take odlomke kot danes, in potem vedno znova se kdo najde. Pa kako pa ti čisto v vsakem filmu najdeš nekaj dobrega in tako dalje, pa sej, te filmi so čisto za nič, kako se ti to ljubi gledati in podobno. Jaz nisem čisto prepričan, da je torej, tako težko potegniti ločnico med res vrhunskimi filmi in onimi, ki to niso. V končni fazi, če na leto posnamajo kakšnih 27,000 filmov na celem svetu, je zares vrhunski. Ajde, bodimo zelo širokogrudni, 150. Zato je še toliko bolj aktualno, kako ločiti 26,850 od unih 150. Seveda, še en odgovor je ekstremno težko in velikokrat zgrešite. In čez 20 minut ugotovite, jaz sem tole pa jaz ne. Ampak to, kar se mi zdi pa vendarle zelo pomembno, ta način učenja samega sebe, kultiviranja samega sebe, ne, kateri filmi so ti všeč. Jaz ne gledam filmov zato, ker so mi všeč. Jaz gledam filmov zato, ker imam specifične kriterije, ki sem jih oblikoval sam. Zdaj seveda to pa traja, 10 let, 15 let in tako dalje. Tle pa ni hitri bližnjice. Una, ki je bližnjica, je pa že na IMDb-ju. Tam se. Je pa še ena stvar, ki se mi zdi mogoče še bolj pomembna. Jaz se spomnim enega dijaka pred mnogimi leti, ko sem na gimnaziji poučeval, je pristopil enkrat k meni in me je vprašal nekje v 3. letniku, ko je moral biti, ali pa 4., se ne vem, je rekel, joj, profesor, kaj mi predlagate, kaj naj berem, kaj naj študiram, kako vedeti, in sem mu rekel, tudi eden od načinov, za začetek, ti si še mlad, star si 18 let, za začetek, tudi če boš 5 let to počel, ne boš nič hudega, se da posebej ne bo zgodilo, za začetek vse. Vse, kar ti prija pod roke. Od cajtega do železniškega voznega reda do, ne vem, ker boš samega sebe na ta način prisilil, da boš naslednjič že naredil selekcijo, pa naslednjič še eno selekcijo in čez 5 let si dober. Tako da, eden od odgovorov na vaše vprašanje bi tudi bil vse. Jaz včasih dejansko prav gledam kakšen film, ki ima res obupno oceno, ker me zanima med drugim tudi, zakaj je tako zelo obupna. Ker če hočete ločiti dober kader od slabega, pa morate tudi vedeti, kjer je slab. Eno stvar sem še mislil vprašati, ko ste prej govorili, če se malo vrnem na umetnost. Ali je možno po vašem narediti dobro umetniški izdelek, ki je izrazito neetičen? Ker prej smo govorili o reklamah, kjer se uporabljajo določeni elementi umetnosti, recimo v namen neke kulture. Jaz ne vem, jaz se ponavadi spomnim, vse klasičen primer, ta režiserka Riefenstahl. Ja, na nje sem pomislil.
Ja, sej to je verjetno klasičen primer. Zdaj pa ne vem, kaj bi o tem, imate kak komentar, pa mogoče malo širše, splošno, teoretsko. Ker sem se že večkrat sprašal, je ta etična komponenta nujna komponenta dobre umetnosti? Ta je dober, ja. En detalj mi takoj prije na misel, če ste gledali film, jaz sem gledal par tednov nazaj, film se dogaja, torej naslov je, a veste kako je, mislim, da je kar Owens, Jesse Owens, Olimpijske igre 1936, zgodba o njem, pač o tem ameriškem šprinterju, in v tem filmu med drugim vidite tudi, ko Leni Riefenstahl, torej jasno, snema film, in v enem prizoru je, torej uleti Goebbels, minister za propagando, ne, in prepove snemanje tega filma, čeprav ga je sam torej, naročil in financiral in sploh, ne, ker je bil v zelo veliki stiski. Goebbels je bil v zelo veliki stiski, ker so pravzaprav Američani naredili štalo. Med drugim tudi, ker je Jesse Owens pobiral zlate medalje in potem so še imeli težave, če lahko rečem, z judovskimi šprinterji, ker so Američani vztrajali, da morajo tudi ljudje nastopati. Potem obstaja tudi en drug film, tudi pri resnični zgodbi, kako so potem skakavko tole v višino, so jo zamenjali z moškim, zato da bi in tako naprej. No, glavno, ta prizor je, ko Leni Riefenstahl prije, kamere so pokrite s plahtami in tako dalje, češ, Goebbels nam je rekel, da danes ne smemo snemati, in ona totalno znori. Čist ven pade. Do Goebbels pa že ne bo govoril, pazite, Goebbels ne bo nekaj, v trenutku se zna, ampak se ni, ne? Je posnela film do konca. Zdaj, zakaj to omenjam? Zato, ker je pri Leni Riefenstahl izjemno težko potegniti mejo, zato ste tudi verjetno to vprašanje postavili. Če ne veste, da je bilo to posneto leta 1936 v Berlinu, na olimpijskih igrah, če ne veste detajlov v zvezi z seveda nemškim rajhom, koncentracijskim taboriščem Juri in tako naprej, če vsega tega ne veste, če ste nevedni in gledate ta film, če rečete prvič, da je vrhunski izdelek, ker je vrhunski filmski izdelek, estetsko, filmsko, režisersko, v vsakem pogledu je vrhunski. Tega ne moramo zanikati. Zdaj, ali je to etično, kar je naredila? Ja, potegnemo eno vzporednico. V približno istem času, mačko pozneje, 2-3 leta pozneje, je eden največjih filozofov, ne samo 20. stoletja, Martin Heidegger, za sicer en kratek trenutek, pa vendarle, bil očitno pripravljen in zmožen prepoznati zopet v neki, lahko bi uporabil ta izraz, sicer bi ga bilo treba elaborirati, lahko ga uporabim, v neki estetiki, na katero je stavil, ne sam Hitler, pa Goebbels, pa Himmler in tako naprej, ampak celotna nomenklatura je stavila tudi na neko estetiko sveta, s paradami, stavbami, zvočniki in glasom Hitlerja in tako naprej, ki so vrstna estetika, režim zaznavanja, percepcije, interpretiranja, razlaganja in tako dalje. Ta estetika je bila za Heideggerja, torej, za njegovo razmišljanje o tem, kako ljudje zaznavamo lastne eksistence, kako ljudje zaznavamo svoje eksistence na neki ravni, ki jo ljudje pogosto spontano prepoznajo kot naravno. Ljudje imajo vrsto idej, ki so v glavnem čisto zblojene, ampak jih imajo. Kako so recimo živeli naši predniki v enih idiličnih, naravnih okoljih, brez, ne vem, sodobnih hrupa in pretirane svetlobe in tehnologiji in utujenosti in tako dalje. Ljudje imajo polne takih idej.
Vse pa greste gledati, kako so živeli dejansko, vas je pa groza. Jaz sem sam vesel, da živim v tem času, ne v srednjem veku. Jaz ne bi minuto hotel živeti v srednjem veku. Ok, kaj šele v kameni dobi. Ampak lahko pride do enega kratkega stika, zagotovo lahko pride v zaznavanju, naprimer, estetike sveta, ki je taka, da recimo etično razmišljanje enostavno ali ni vključeno v to estetiko, se pravi, človeku niti na misel ne pride, da bi se spraševal, ali pa se dogaja še nekaj bolj groznega. Nekaj tako groznega, da ljudje praviloma na to pozabijo, tudi če vedo. Namreč nekaj groznega, do česar je prišel Immanuel Kant. Immanuel Kant je spoznal, da etika ni brezpogojno dobra, ker ljudje to zamenjujejo. Da je etično vedenje je tudi dobro vedenje. Ta človek pa ni etičen. Kant je rekel, fajn bi bilo, če bi bilo tako. Pa ni. Namreč etično vedenje je tudi tisto, ko se človek odloči za čisto zlo. Kaj ti? Zakaj Kant to lahko reče? Zato, ker izhaja z ene začetne ideje, da je človek v svojem vedenju, naprimer do drugih ljudi, lahko sebičen, se pravi, da se vede tako, da bi, kot se reče v ekonomističnem žargonu, maksimiziral koristi, da bi imel čim več zase, karkoli že to pomeni. In da je pri tem preračunljiv. Preračunljivost, vemo, kaj je v vsakdanjem življenju, ljudje se sprašujemo, se nam nekaj splača ali ne, če ugotovimo, da se nam ne splača, morda ne bomo tega naredili, če se nam ne splača, če bomo imeli tega kakšno korist, bomo pa morda to naredili. In Kant reče, to vedenje je nemoralno, na celi črti. In se seveda potem vpraša, ok, kaj pa je potem moralno, če je to nemoralno? In je tako rekoč prisiljen reči, da je moralno, ali pa raje bi rekli etično vedenje. Etično vedenje je zavezano maksimam, principom. Ti so pa neosebni. Princip, za katerega lahko pokažemo, da je etičen, se ne meri za nas. Za naše osebne koristi, drobna ugodja in tako naprej. Princip je neoseben. In Kant seveda to ve. Zato je, na primer, če damo najprej en primer, o katerem smo že govorili, ko se Antigona odloči, da bo pač ustrajala v svojem spopadu z Kreonom. Ona ve, ona čuti na svoji koži, da počne nekaj, kar je onkraj vsakega preračunavanja. Če bi bila ona preračunljiva, ona nikoli tega ne bi naredila. Bi bila preračunljiva, bi rekla, ja, zdaj, če se bom upirala kralj je močan, jaz, ker pravzaprav nič od tega ne bom imela, moj brat, ki je mrtev, pa tudi ne, nima se smisla, le bomo po noč bomo prišli, pa bomo pokopali, pa bomo sploh vedeli, da bo. Ampak je takega, bila bi preračunljiva. In ljudje bi spontano zaznali, da je to čisto v redu. Bi se spontano postavili na njeno stran. Lej, brez veze, nekaj komplicirati, ne moreš se upirati kralju, dej, use your reason. Antigona pa ne naredi nič od tega. In ona mora imeti osebno izkušnjo, da jo žene neka sila, ki jo ona sama ne razume. Zato je tudi pripiše bogovom. Se ona ne reče, dragi Kreona, veš, da sem se pa jaz odločila po tehnem premisleku, to boš vedel. Jaz sem, in se bom uprl. Ne, ona reče, ne vem, nekaj me žene. No, če gremo k Kantu, nekaj me žene, nekaj neosebnega. Pa vendar imam vsaj občutek, da sem, na primer, na dobri poti. Da je prav to, kar počnem. Morda tega ne znam pojasniti. Morda Antigona ni znala pojasniti lastnega vedenja. Morda se je sama spraševala, no, efektivni junak, bo se vse.
Zakaj je to sploh počnemo? Kaj smo malo narobe? Včeraj sem imel eno predavanje v tragičnem v Kožu, zanimite Hamleta. Hamlet pa se sprašuje. Ja, ne, a bi, a ne bi, a to, a kaj drugega, wow, kako ne vem. Ne? In potem se v enem trenutku celo se pritoži, reče, o prekletstvo in sram. A glih mene je morala doleteti, da zdaj tle uravnavam svet, pa ga spravljam nazaj na tirnice. Ne bi kdo drug to naredil. Torej, zakaj to pripovedujem? Ker je brezinteresna odločitev tudi odločitev za čisto zlo. In tudi to je etično. Etika neposredno in nujno nima nobene zveze z dobrim. Etika ni sinonim za dobro. Lahko rečete... Seveda mi zagovarjamo odločitev za dobro, jasno. Samo ne smemo biti naivni. Ko, recimo, v tem smislu so izjemno poučni lahko tisti redki intervjuji, ki so bili narejeni in jaz sem jih nekaj prebral z množičnimi ali pa serijskimi morilci, psihopati, naprimer. Nekaj psihologov je naredilo zanimive, so dobili dovoljenje in so opravili z njimi dolge intervjuje. Ti se treba prebrati, veste. Da se približate umu na psihopatskega človeka, ki nekomu prereže vrat, tako kot vi spijate eno kavo. Mislim, s tako lahkoto hočem reči. In nima nobenih občutkov krivde. Prerežal sem mu vrat, zato, ker si jih zaslužil. Mislim, prišel mi je na pot, kaj? Pa ste kaj čutili? Ne, jaz se spomnim enega pogovora, zdaj ne vem, kdo je to bil, si še zdaj, mislim, da je še zdaj v zaporu. Je rekel, ja, veste, pri ta prvi žrtvi sem še imel tako mal nelagoden občutek. Že pri ta drugi, pa nič več. Zame je človek tako kot še manj kot tale CD, ker jaz bi imel težavo tole zdaj razbiti tukaj. Tudi, če mi ukažete, da vrš na tla pa pohod, bi jaz rekel, če ni moje, drugi še ne bi. Psihopat nima težav. Ubiti enega človeka prav. Se pravi, obstaja torej možnost, to bi bil moj odgovor zadnji, obstaja možnost, da ne prepoznamo čistega zla in ga celo razumemo narobe, se pravi, interpretiramo tako, da je nam v škodo, pa niti tega ne razumemo. Se pravi, ni nujno, da prepoznamo, da je nekaj v našo škodo. Tudi, ko objektivno je. Ali zdaj, kdo to lahko zlorablja vsak dan? Sem še eno vprašanje, a potem je tist, bi rekel, znak etike, to, ko ste zdaj omeni, ki vključuje tudi absolutno zno, ali pa definicija, najbližje definicije etike je vezanost na te brezosebne zakone, podvrženost nekemu, kaj je tisto, kar potem res opredeli etiko kot etiko, če je ločeno od dobrega. A ravno to? To je tisto, recimo, Walter Benjamin se je s tem veliko ukvarjal, ko je razmišljal, kako ali je sploh prav poseči recimo v eno družbeno življenje. Naprimer, sejti revolucijo ali pa, ko razmišljamo, kako spremeniti svet, da bo boljši. Ko se tako sprašujemo, hitro pridemo do vašega vprašanja. Ali je to etično? Naprimer, revolucija. Toliko ljudi bo umrlo, revolucije so po definiciji krvave. A si sploh kdo to upa? A bi bilo to sploh prav? In seveda hrbtno vprašanje je, ali bomo pač prenašali življenje tako, kot je, krivice še naprej, skrbeli za svoje drobna ugodja in bili veseli, da nismo ravno begunci iz Sirije, da nam je še kar dobro tukaj. To je dilema. In Walter Benjamin je prišel do enega koncepta, ki je primerljiv s tem, o čemer razmišlja Kant. In to je božansko nasilje. Božansko nasilje, se pravi poseg nečesa, vse predstavljajte si, če bi vi naredili revolucijo, bi imeli lahko težave. Joj, zakaj smo s tem začeli, poglej, nismo vedeli, da bo šlo tako daleč, da bo toliko ljudi umrlo. Ne vem, Martin Luther je o tem dejansko razmišljal. On si ni mogel v sanjah predstavljati,
kakšne vojne med protestanti in katoliki bo sprožil njegovih 95 tez, ki jih je nabil iz iskrenega prepričanja, da pač delajo štalo tam v Rimu in da so papeži pokvarjeni in zblojeni in tako dalje. Iskren. Ampak kam je to pripeljalo? No, ali pa recimo ljudje, ki zdaj v Orlandu, če ste spremljali kaj, tisti, ki so preživeli, nekateri, so imeli iskreno grozljive občutke, da so preživeli. Zakaj sem jaz preživel? Moj prijatelj pa ne. A je prav, da sem jaz preživel? To je zelo človeško razmišljanje. Ampak zdaj pa si predstavljate alternativni scenarij, ki se bo pa morda zgodil, ali pa se nam že dogaja, da sproži revolucijo globalno, nek neoseben dejavnik, podnebne spremembe. Jaz sem danes poslušal, preden sem šel na tole predavanje in pogovor z Whiteom Manom, ki je, torej vprašanje naslovljeno na njega je bilo, ali smo že onkraj tega, kar imenujemo tipping point. Se pravi, kaj pa, če je že prepozno? Da so te kaotične spremembe že take, da so preprosto nereverzibilne, da ne glede na kaj bomo naredili, se ne da nič popraviti, ker so pač sistemi preveč glomazni, preveliki so, mislim, kaosa mi ne moramo verjeti, ga ne znamo. In zdaj si predstavljate, da se torej neka neosebna, božanska, meni vse naravna sila udre v naš svet, ravno tako umre zaradi tega toliko in toliko ljudi, zgodijo se družbeni nemiri, samo nihče ni odgovoren, nihče ne more na nikogar pokazati, pa reči, da ti si kriv, vi ste začeli, vi anarhisti, vi levičari, vi ne vem kaj že. Kako bi se takrat ljudje lahko počutili? Eden od občutkov bi gotovo bil it's about time, saj je bil že cajt. Ja, toliko je bilo treba ceno plačati, ampak saj jo je vedno treba plačati, če smo čisto natančni. Saj, a ne velja isto tudi na individualni ravni. A veste, koliko sem imel že jaz primerov, ko recimo mož in žena prideta v analizo. Sta tik pred tem, da se ločita, in potem v enem trenutku ugotoviš, da pač ni več rešitve. Ste že onkraj tega tipping pointa. In rečeš, za vaju mogoče najbolje, da se razideta. Kakšno olajšanje se zgodi, ker je to nekdo drug rekel. Prepoznavate, takoj to prepoznate, pismo, le se mora biti pa res. Ljudje poznamo te občutke, kot da potrebujemo neko zunanjo silo, da nas odreši od nečesa, od enega trpljenja, naprimer. Vemo, da je trpljenje, ni nam všeč, vemo, da ni prav, da ni dobro in tako dalje, pa nič ne naredimo. Pride nekaj od zunaj, it's about time, hvala Bogu, nismo mogli prej pridati. To je zanimiva dvojnost tega, o čemer vi govorite. Se pravi, jaz ne verjamem, da je mogoče za večno ločiti in reči, etika je sinonim za dobro. Jaz bi tukaj ustrajal pri Kantu, jaz ne najdem argumenta, da bi to naredil. Vendar, bi obenem zagovarjal Badioujevo idejo, o tem smo pa tudi tukaj že govorili, Badioujevo idejo iz teorije subjekta. Badiou pa izhaja iz teh naših vsakdanjih človeških življenj, naših eksistenc, naših identitet, naših občutkov in tako dalje. Bolj ali manj smo vsi podobni, vsi smo psihološka bitja, podobno čutimo, doživljamo, razlagamo in tako dalje. Zato je nesporno in reče, ok, kaj pa, če je človek zmožen za še nekaj, za neko držo do sveta, ki pa ne izhaja iz vsakdanje preračunljivosti, konformizma, jazovskih identitet in vsega tega. Torej, ki ni imaginarna. Kaj pa, če je človek sposoben za simbolne geste? In njegov odgovor je, ja, je. Človek je sposoben tudi za simbolne geste in tukaj prideta skupaj Kant in Alain Badiou. Te simbolne geste so pa zopet neosebne. Ampak v tem primeru so pa rezervirane za dobro. Se pravi, zato Badiou lahko reče, subjekt, kakor ga jaz razumem, to je znameniti stavek, ki bo prišel v zgodovino filozofije, 100%, subjekt, kot ga jaz razumem, ni zmožen za zlo. Preprosto ni zmožen za zlo, ker je avtoblokiran. Subjekt
se že rodi onkraj vsakdanjega preračunavanja, manipuliranja in tako dalje, rodi se v simbolnem svetu in sploh ne more vstopiti v imaginarno, v katerem je doma jaz in osebnost in vse te zadeve. Ne more. Po naravi bi rekel, strukturno, po definiciji ne more. Če bi hotel vstopiti, ne bi bil več subjekt, tudi kvadratura kroga, za njega je to nemogoče. In na to pravzaprav računamo, na to upamo, da so ljudje zmožni prepoznati v sebi to lastnost, če lahko rečem, za tak način vedenja, kot ga opisujemo v teoriji subjekta. In s tem preprečujemo zlo. Obstaja način vedenja, pri katerem ljudje lahko vztrajamo tako, da samim vztrajanjem preprečujemo zlo. Ne dovolimo, da se širi. Ne povzročamo ga, ker nismo zmožni za njega, in ne dovolimo, da se širi. Torej, subjekt je zmožen narediti tudi kaj takega, zaradi česar je pripravljen plačati tudi najvišjo ceno. Torej, obstaja način vedenja, za katerega se lahko odločimo in se obnašamo tako, da smo pripravljeni plačati tudi najvišjo ceno v imenu dobrega. In zgodovina je polna takih primerov. Ljudje so dejansko to zmožni narediti. Kot sem na začetku rekel, vedno je treba plačati ceno. Vedno. A pa ne bo takole majhna, na individualni ravni, dolga leta si živel v imaginarjih, v iluzijah, povzročal zlo, pa sploh nisi vedel, bil si destruktiven, bla, bla, bla. Potem si to spoznal. Naprimer, da si. Ni nujno, da lahko pa vse življenje to počneš, pa tega sploh ne spoznaš. Ampak, ko to spoznaš, najmanj kar je človeku žal. Skuša popraviti, se opravičiti, nekaj bi naredil in podobno. Ali pa seveda na globalni ravni, ampak ceno je vedno treba plačati, to je osnovna ideja. Če sem vprašan simbol, oziroma to, ko ste rekli dobro, je dobro pojem iz simbolnega ali iz imaginarnega potem? Strogo vzeto je to simbolni koncept. Kot koncept, ni beseda. Koncept je, torej, strogo je simbolne narave. Imaginariji so tako rekoč po svoji naravi zavezani preračunavanju, manipuliranju. Zato nam je to tako blizu, zato se nam zdi, da je to v naši naravi. Mnogi ljudje so pripravljeni trditi, da ja, v človekovi naravi je, da je sebičen in tako naprej. Ker zamenjujejo imaginarije za naravo. Narava je strukturno prazna. Imaginariji pa niso. Ampak mi smo rojeni v imaginarijih in nam je to tako blizu. Zato imamo imaginarije za naravne. Vsi ljudje smo po naravi malo sebični, malo smo preračunljivi, v resnici smo egoisti, pa če si to priznamo ali ne, tega je kol listja in trave. Ampak to je značilno za imaginarne oblike vedenja. Hvala Bogu, obstaja še en drugi. Simbol. A je že pol? Ja, ne. Že čez. Okej. Torej, veselje, ne, kako se že reče, ne veselje. Skratka, lepo si imejte čez podjetje. Enako, uživajte življenje. Hvala. Enka smo pa pozabili, ampak se bomo v septembra. Smo samo 4.